je zgodba o gori, mrazu in o eni odločitvi, ki je postala kaznivo dejanje. Januar 2025. Najvišja gora v Avstriji. Veliki Klek. Skoraj 3800 metrov visoka. To je bel, oster, tih svet, kjer veter reže obraz, sneg pa se spremeni v led. Greben proti vrhu je ozek. Na eni strani prepad, na drugi strani prepad. Če zdrsneš, ne zdrsneš 2 metra, izgineš. Da vas spomnim na določene nove Jim Beam. Zakaj sem bela kot duh? Zdaj sem videla, vrlo grozen. I'm okay. Mislim, okay. Prehlajena sem že 2 meseca, whatever. V glavnem, da vas spomnim na nove Jim Beam kolekcije. Ne vem, koliko bom slikcala. Tle imate eno, tle imate nasploh slikce iz spletne strani. By the way, tale kolekcija bolana, res lepa. Karkoli sem gor dala, sem bila res navdušena. Barve so top, kvaliteta, močno. Tak debel, kvaliteten material, res lep outfit, vsaj res tale. Spodaj imate link pa na Jim Beamu, vedno kodo je linka 5 in hvala vsakemu, kdaj kaj naroči, ker s tem podprete mene, ker dobim 5% provizijo, tako da hvala vam milijonkrat. Zdaj pa v tale zanimiv video, ki se zgodi, kot ste pogruntali že v sosednji državi več kot 1 leto nazaj. Zato, ker to se je zgodilo januarja 2025, torej malo več kot 1 leto nazaj. Kdor ni vedel, Veliki Klek je najvišja gora Avstrije, 1000 metrov približno više od našega Triglava, tako da si lahko predstavljate to snežno grozo. Na to goro sta se takrat januarja odpravila Thomas Plemberger in njegova takrat punca Kirsten G, stara 33 let. Za njega bom čisto iskrena. Fulkrat sem videla, da ne bi bil takrat star 36 in fulkrat sem videla, da ne bi bil star 39. Zato, ker preprost 50-50 informacij dobim, pustimo to, v glavnem starejši od nje. Zdaj tako, on je bil izkušen alpinist. Ogromno je hodil po hribih, ogromno je plezal, poznal je osnove, razumel je, kaj moraš vzeti v hribe, razumel je, koliko je nevarno, razumel je, koga vzeti v hribe in koga ne. On je bil dejansko tudi gorski vodič, vodnik, pač en izmed tistih, ki vse te osnove pozna in jih tudi mora poznati. Torej, zakaj je njo vlekel tja gor? Ker ona po drugi strani ni imela veliko izkušenj. Ja, bila je športna, zelo oboževala je naravo, več se bila zunaj, ampak ona je takrat jasno povedala in njemu in zavedala se je dejstva, da nima veliko izkušenj v visokogorju, sploh pa ne po zimi. Sploh pa ni šla nikoli tako odpravo, kot je Veliki Klek, v snegu. Zdaj tako, preden sem jaz majčkeno začela v hribe hoditi. Kdor ne ve, jaz sem snemala oddajo z radovedno sosedo v hribe, za sosesko, nekaj za Mercator in sem hodila v hribe takrat. Predtem nisem veliko hodila oziroma lih toliko, da nisem imela veliko izkušenj, ker še ni ošt, ker še redna, pač te Lawrence in te nizki hribi, ker preprosto se ne naprezaš hudo. Enkrat so me zvlekli po zim 4-urni pohod na Viševnik, v snegu. Alenka, ki takrat ni vedela, kaj točno obuti in obleči in koliko bo zmatrana in kako se moraš odpraviti, sit, veliko pojesti, veliko hrane s sabo, veliko vode s sabo, veliko toplih oblačil s sabo, zaprav bled s sabo, gojzarje, reze, Jaz tega takrat preprosto nisem vedela, noben mi ni povedal, še hujš, vsi so takrat me prepričevali, da je čisto lahko, da ne neham paničar, da sploh ne bom zmatrala. Jaz sem bila izmučena na 1. kilometru, pač meni je bilo to nočna mora. Brez kondicije v snegu, brez primerne opreme. Meni je bila to taka nočna mora. Še zdaj sem traumatizirana, čeprav sem pa z veseljem še 100krat potem šla v hribe. In pa si predstavljali, pohod, mučenje, ki traje 12 ur, da priješ na 4000 metrov z neprimerno opremo, ker sta ona da počela. Sploh se ne moram predstavljati, uboga ženska v glavnem. Tudi na sodišču kasneje so rekli, ona je imela za njim svetlobna leta, manj izkušenj in preprosto on bi mogel biti odgovoren za njo, ampak je prišlo do pač te tragedije in izgube njenega življenja. Veliki Klek, avstrijsko, tisti, ki mogoče da veste, da je Veliki Klek, Glockner. Jaz pa nemščina mi ne gre dobro, tako da mi je kakšno besedo glupo rekla to zaradi tega. Torej, visok 3798 metrov natančneje. Po zimi je to visokogorski teren. Zelo znana gora je to tudi po ledenikih. Torej, gore pričakuješ vse zasneženo, ekstremno oster rob na koncu, ker je res prepad v obe smeri. Na Triglavu na koncu mečkam plezaš, moraš biti prvezan. Tukaj je to veliko daljši vzpon, ker moraš pač biti prvezan in je veliko bolj nevarno in gledaš vsak korak in kakorkoli narobe stopiš, padeš v prepad ali pa nekam v ledenik ali pa nekam 100 metrov globoko, ker je grozljivo že samo po sebi. Zdaj pa še, da nimaš prave opreme. Temperature obviously padajo veselo pod ničlo, pri njima tudi vendalo na eni točki -8, zdaj ne vem, a to više gor ali po moje že prej kot tam na vrhu, po moje bilo še manj, pa še veter na grebenu.
ker ni nobene druge skale in gore, da te ščiti, ker si najvišji, veter na grebenu je bizaren. Če te to prepiha in če nisi ekstremno dobro oblečen, kar pomeni, da imaš ogromno prtljage s sabo, da imaš dol za jesti, da imaš dol za obleči, da imaš opremo, si itak obtežen in zdaj, če nimaš dosti kondicije, o moj bog, mene to kar trese, ker razmišljam, koliko je to. Je to tudi en težjih vzponov, ne samo v Avstriji, ampak tudi v Evropi. V glavnem gre za neki hrib, ker Triglav se pač ne more primerjati, na koncu malo poplezaš, ja, ampak ni pa to podobna zahtevnost. Torej, štartata 18. januarja 2025. Normalen štart za tako vzpon, ljudje rečejo, da bi bil tam ob 2-3 zjutraj, ker traja 12 ur, že pričakuješ, da boš v ponoči in pričakuješ, da boš ponoč se vračal oziroma dosegel vrh kakorkoli. Pričakuješ temo, moraš biti lučke tako. Ampak vzpon po zim, ker je toliko več noči in toliko bolj bizarno vreme, mora biti ekstremno zgodaj. Onedva sta se odpravila po 6 uri zjutraj, torej basically bil verjeten že skoraj tam vzhoda, ker je ekstremno pozno. In grozljivo je, da on kot vodnik se tega ni zavedal in mu ni bilo jasno in pač ni primerno ukrepal. Ena izmed najbolj bizarnih stvari, ki jih bom zdaj čimprej izpostavlja, da si predstavljate. Ona je imela obute skibucke. Skibucke dobesedno tiste, ki jih prepeneš potem na board, basically, samo da je imela ona s sabo tudi tisto desko na ruzaku zadaj, v katero ne bi kasneje te skibucke dali in se spustila dol, da pač saj prehranita to energijo za pot dol in gresta pač z boardom, whatever, s tisto manjši board, ni tisto prav huge, ampak neka srednja velikost. To, da je on njej pustil iti v skibuckah, je samo po sebi bolano. Model, prvo kot prvo, podplat ni zasnovan za te hribe. Tukaj ne samo, da rabiš konkretne, močne, visoke gojzarje, rabiš potem še dereze, da se pač zapičeš v ta led. Ne moš v skibuckah. Veš, koliko se mišice več muči, če dobesedno nimaš tega gripa. Če ne moš, on je pa imel normalne čevlje gor in on sploh ni čutil, kaj se ne dogaja. Koliko mora biti ona izmučena, utrujena, koliko počasneje napreduješ, vsak korak je nevaren, tipaš, kaj šele, če ti drsi. Plus tak škoren skibucka nima podlage za mraz. Pač toplota ti uhaja ven na podplatu, ker mora biti najbolj toplo, ti uhaja ven. In do česa pride do podhladitve. Podhladitev pride, ko je preprosto telo proizvaja manj toplote, kot jo oddaja oziroma kot uhaja. In točno to se je absolutno tudi njej zgodilo. Zdaj tako, poti na Glossglockner oziroma na veliki klek je nekih 5 do 7. Verjetno bo pojaditer najde slikco. Point je, da se določene vmes združijo, tako da ne vem, aj reči, da jih je 5 ali 7, v glavnem več poti je. Ena pot se štarta zelo visoko in je primerna za začetnike. Kada bi rekel, če hočeš priti na vrh, nočeš se jih ful namučati ali pa da ti ne bi ratal, ti bo ratal, samo visoko štartaš, greš naokrog in ni zahtevna. Onedva nista zbrala te poti, onedva sta zbrala eno izmed najbolj zahtevnih in to po zim in sta štartala prepozen in nista imela opreme in tralala, ogromno obupna odločitev. Aha, zbrala sta pot, ki se ji by the way reče Študelgrad, nekaj tacka. Če sem narobe rekla, my bad. Basically, hodiš po takih prepadih, po takih ostrih robovih, ki jih Triglav videl ni. Pač crazy. Že po poti se je izkazalo, da napredujeta prepočas. Tle moraš biti res idiot in ego te mora vleči naprej, da si rečeš, se ni važen, sicer ona nima izkušenj, narobe smo opremljena, ampak se nama bo ratal do vrha pred, moraš biti tudi glup. Tam je eno mesto, ki se mu specifično reče Frühstückplatz, dobesedno plac za zajtrk. V glavnem, obstaja nenapisano pravilo, zelo znano pri njih, da moraš do določene ure tam biti, drugače obrnem 5 nazaj, ker ti ne bo ratal priti na vrh. Ona sta bila tam 31 popoldne, 31, pač pol 2 popoldne, kar je absolutno prepozno in tega nista vzela kot hint in sta pot nadaljevala. Od tukaj naprej gre vse samo navzdol in stvari se začnejo ekstremno komplicirati. Ko sta se približala vršnemu delu, se je začelo vreme ekstremno slabšati. Ne lih nevihta, ampak ekstremno se je pohladilo, veter je začel pihati, razmere so bile slabe, vidljivost je bila slaba, tema se itak dela ful zgodaj ne visokogorju, pač po zim. Ona je začela biti ekstremno izčrpana. Zdaj smo že zelo proti vrhu te gore, ampak ona je mogla biti tukaj izredno slaba že. On pa tega očitno ni upošteval. Namreč, imamo tudi sliko od njiju, dobesedno iz vznožja gore, ko so ljudje videli, da 2 figure hodita gor, oziroma ne vemo koliko figur, ampak videli sta se 2 lučke. Obstaja ta slika, oziroma več teh slik, ker sta hodila gor in so ljudje slikali, ker je bilo pa čudno, kaj tako pozno počneta na tistem delu gore. Vreme je bil slab in tudi zaradi tega je takrat bil gor poslan helikopter. Ob 10:30 popoldne PM jih je ta helikopter dosegel. Zdaj tukaj zgodba je nora. Pač onedva
On kot gorski vodnik je poznal zakone signalizacije helikopterju. On je vedel, kako pokazati, da rabite pomoč. V bistvu ne bi bil kao Y narediš kao pomeni pick me up. On takrat ne vem, kaj že moral z roko narediti, nekaj tako v smislu, ne vem točen, da je poslal helikopter preč. Dobesedno mu je sporočil, cool sva, ne rabva pomoči, ne vem, je deloval njegov ego, on je bil očitno prepričan, da sta oba ok. Helikopter je še kasneje povedal, da je bil zmeden od te signalizacije, ker je bilo čudno, zakaj ne bi rabila pomoči, ampak je pač preprosto ni mogel več hoverirati okrog njiju in se je spustil nazaj dol. Ko je ta helikopter pristal, potem se je res začela nevihta in ni mogel več zleteti, pač tudi če bi hotel nazaj, ne bi mogel. Što se tudi helikopter ne more kar pristati, ne more tam dolg biti, če ga nekdo pošlje preč, ga pošlje preč. On ni mogel tam, ne vem, prisilno jih ne vem kaj vleči gor, pač nič ne more, dobesedno. Bil je poslan dol in to je to, pač ona dva sta suvereno izpadla. Zdaj, če sta bila ona dva tukaj, ne vem, malo manj kot, oziroma več kot 50 metrov pod vrhom, ona je mogla biti izmučena in tukaj pride ven teorija, da je bila ona že tako zelo podhlajena v hipotermiji, da ni več vedela, kaj se dogaja. Hipotermija te žre počas. Tudi ko si enkrat v drugem stageu hipotermije ne znaš več tekoče govoriti, ne moreš več dobro razmišljati, telo pač daje energijo v preživetje, ne pa več v te fine funkcije. Z rokami nisi več dober, hodiš ne več normalno, ne funkcioniraš več clean, nisi več ok. In rečeno je tudi, da lahko, da se človek takrat basically obnaša kot en nebogljen otrok. Lahko, da je ona zraven njega stala in da je videla helikopter in ni bila sposobna toliko razmišljati, da bi rekla na pomoč ali pa help ali pa bilo kaj. Ali pa njemu razjasnila, da ne more več. Lahko je bila toliko že boga, ne? In tudi skoraj edina razlaga, ker ostalo preprosto nima smisla. Jaz kot ženska z močno intuicijo, tako kvredem večina žensk na tisti točki, če bi bila jaz pri sebi, tema bi bila, jaz bi bila zmozgana in pride gor helikopter, jaz, če bi še razmišljala, če ne bi bilo hipotermije, naženem paniko, ker bi videla, če je helikopter prišel pome, I'm in deep shit, pač nekaj narobe, valjda ne me pela dol, a štekaš. In pač dojela bi, da sem v paniki. Se pravi, če ni dojela, da mora biti v paniki, če je helikopter po njiju prišel, je mogla biti po moje podhlajena, pač ni vedela, kaj se dogaja. Ker je res grozljivo slišati, da on kot njen moški tega ni dojel ali pa ni upošteval, ne vem. On je tudi kasneje na sodišču pač trdil, da je bila ona prisotna in prisebna in da sta se vse stvari skupaj odločevala. In tudi to, da je potem ob 1:30 AM, torej 1:30 zjutraj, ko sta počas lazila gor, ko je ona bila skozi bolj šibka, ko ni bilo več helikopterja, je tudi dojel, ok, ne gre več, morava dol oziroma jaz rabim pomoč. Ok, to je ena stvar, ki ima nek smisel, ampak tukaj se je vrsta stvari zgodila, ker nimajo smisla in zato je tudi ta primer pristal potem na sodišču. In sicer, on jo je pustil okrog 2 zjutraj in šel po pomoč, ko sta bila približno 50 metrov pod vrhom. Tukaj pravilen postopek bi bil, on za njo skoplje iz snega nekako zavetje. Basically zavetje ali pa jo zvleče najbližje zavetje pod eno dobro skalo, tako da jo veter ne obpiha. Druga stvar, v nahrbtniku sta imela ene 3 do 4 stvari primerne za to, da bi jo pogrel oziroma zavil. Tiste folije, 2, potem je bila spalna vreča in še en tak bivak v smislu kot neka zaščita pred vetrom. To vse sta imela, nič od tega ni bilo uporabljeno. On je gladko v njo pustil in sam šel, niti ruzaka ji ni dal dol, samo šuje. Ona potem v tistih skibuckah premražena verjetno ni znala več razmišljati, what is this shit? Plus, ko je šel on dol, do 3:30 ni poklical pomoči, plus telefon je imel na tiho. Tudi ker ne vem, zakaj že oni dol so imeli njun stik in signal, so ga klicali in ga niso doklicali, ker je imel telefon na tiho. Kasneje trdil, da ga ni slišal v žepu, ok, ampak pa da že prej ni klical, a štekaš, meni je vse to toliko bizarno, v glavnem. Njo so najdel šele 6,5 ur kasneje, mrtvo. Pač preprost, helikopter prej ni mogel iti gor, ko so šli, je bila že podhlajena in mrtva. In tudi najdel so jo v taki bizarni obliki. Pač ona je ležala na hrbtu z glavo nadol in tudi roke so jo visele dol na skali, na hrbtu, ki je imela še vedno na sebi. Res nenavadna lega, pač groza. Rokavic ni imela gor, ne vem točno zakaj, mogoče je hotela kaj narediti, še kaj potegniti iz ruzaka, mogoče je bila hipotermija, ko imaš feeling, da ti je vroče, pa se je slačila, pa tudi čevlje ne bi imela odprte.
odprte ali celo sezute. Tako da, zdaj ne vem, fulkrat sem to že omenjala, če sem govorila o Everestu ali pa čemrkoli. V hipotermiji včasih zahaluciniraš, da ti je v bistvu vroče in se začneš slačati. Meni je to najbolj tako bizarna stvar. Ampak ja, mogoče je bilo to, ali pa sem hotela neki iz ruzaka vzeti, ne vem. Ker drugače tak ne veš, kaj delaš v rukavicah. Kasneje na Instagramu je bil post, ki ga je on tudi zdaj že odstranil, ampak je pisal: I missed you so much, it hurts so incredibly much, forever in my heart, without you, time is meaningless. Thomas Plemberger, ta post je potem tudi zbrisal, tako da, kot vidite, uradno javno ne bi žaloval, ampak tukaj se začnejo valjda zbujati ideje, da je on preprosto njo hotel pustiti tam mrtvo. To boste sami se odločali, jaz nič ne trdim, nič ne mislim. Tudi na sodišču ta primer je že zaključen, vam na koncu povem, kakšno kazen je oziroma ni dobil. Zdaj pa še par stvari, ki jih moramo obdelati prej, da se boste lažje odločili sami zase. Pač to, kar je on storil oziroma kar ni storil v tej situaciji, ni bila ena stvar, ki bi kazali, da on je obupno reagiral, pač bil je niz stvari, preveč stvari naenkrat je bilo, ker on je pač naredil vse narobe. Zato je toliko sumljiv, zato je bil potem tudi na sodišču. In ena stvar je itak, kdaj se odpraviš? Če imaš toliko izkušenj, zakaj se toliko pozno odpraviš? Zakaj imaš to premalo primerne opreme? Zakaj si njej pustil biti tako bizarno obuta? Zakaj, ne vem, nimaš dosti hrane, nimaš dosti stvari? Zakaj potem, ko si šel dol, nisi poskrbel, da je pogreta? Zakaj nisi ovil z vsemi folijami, spalno vrečo, z vsem, kar si imel? Zakaj, ko je prišel helikopter, si se odločil iti naprej? Zakaj nisi naredil SOS znaka? Zakaj nisi požaril ega, pustil tisti vrh pri miru in pač šel dol? Zakaj si šele pomoč klical ob 3:30 zjutraj in ne prej? Zakaj si imel telefon na tiho? Še neka afora je, da ne vem, kako je že pisali, da 2 ure na eni točki sploh ni hotel govoriti z reševalci. Zdaj točno zakaj spet ne vem, ampak bizarno sumljivo. Potem pa mogoče še najbolj sumljiva stvar, zdaj se vam bo vsem pač malo zasvetalo glav, pač na sodišču v Innsbrucku, to je bilo zdaj, nedolgo nazaj, vam povem, kakšno kazen je dobil, ampak point je, da je prišla priča tudi njegova bivša. In to bivšo je on leta 2023, torej nekaj 2 let nazaj, pred tem eventom, pustil na isti gori v skoraj enaki situaciji. Je na eni točki ratov jezen, ker ni mogla več in je kar odšel naprej po tisti vrvi oziroma nazaj. Ne vem, v glavnem odšel je in ona je mogla sama zase tam se rešiti, priti dol. Hvala Bogu se ni končal z tragedijo, ona je preživela, vse je bilo okej, ampak to je zdaj vzorc. To je tip naredil drugič. In zdaj, smo na sodišču v Innsbrucku, so dolgo časa sodili mu in sodnik je prišel do ugotovitve, da njega smatra kot izkušenega, ki je sprejel ogromno napačnih odločitev, ni pa pač jo hotel ubiti oziroma pustiti mrtvo. Večinoma, kako naj rečem, določeni ljudje se morajo s tem strinjati, ker pač neko podporo je imel, ampak večinoma ljudi ga pač hejtajo in so prepričani, da jo hotel tam pustiti in ne vem kaj. Ampak še vedno nima smisla zaradi tega, ker nista bila niti poročena, ni bilo nekih, otrok, boja za to, kdo ima otroke, ni bilo nobenih zavarovanj vključenih tukaj v to zgodbo, da bi rekel, zakaj bi se splačali njo gor pustiti. Ni smisla, ni logike. Tukaj jaz vidim samo tako enega glupega tipa z visokim egom, ko pač preprosto ne zna poskrbeti za svojo bejbo, niti malo kaj šele, če niti pri življenju ni ohranil. V glavnem, žalostno je, da je dobil samo 5 mesecev pogojnega zapora, v bistvu to pomeni, da sploh ne bo v zaporu, ampak da bo pogojno izpuščen, oziroma če naredi še kaj narobe, bo šel v zapor. In pa kazen 9500 evrov bejla, pač, tako da je res nič, a ne. To so se odločili tudi zato, ker za nazaj ni imel nobenih kazenskih takih ovad, da bi bil posumljiv, da je pač ne vem kaj, razen tega, da je ženo bejbo dejansko pustil v gorah. V glavnem, ful me zanima, kaj mislite, komentirajte. Sploh tisti, ki imate ogromno izkušenj s hribo, ali pa če ste bili na tej gori, napišite, kako je. Jaz nisem bila, tudi ne bom, še na Triglavu nisem bila sem na Kredarci, ker se bojim potem prepada malo. Anyways, napišite, kaj mislite. Hvala, ker ste gledali video. Ne pozabite na kodo Alenka 5 na Jimbeamu. Se gledamo naslednji petek. Ta petek zdaj pa ni bilo video zaradi tega, ker sem bila na Norveškem in sem šla by the way tudi plavati noter v Arktični ocean. Sem šla plavati. Res, ne plavati, pač pomočila sem se not in laufala ven, ampak bizarno. Sem ful ponosna nase. To je pa to zdaj, kar se mojega lifea tiče. Več o mojem lifeu na mojem Instagramu, Alenka Drolič, dol imate linke. To je pa to. Se poslavljam, pridni bote, radi ste imeli, Alien Mama out. Bye!